pravi, stopnja 2, to je tisto, kar imajo danes tukaj, se pravi, vožnja s samimi asistenčnimi sistemi. Zdaj, prva avtonomna vožnja, prva stopnja je pa stopnja 3. To govoriva zdaj o avtomobilih, ki se že znajo recimo na takšni avtocesti tudi že sami odločati, glede vseh vozniških manevrov so že dovolj pametni in predvsem so to avtomobili, ki že prevzamejo vso odgovornost. Potem imamo še stopnjo 4, takrat pa to je avtonomna vožnja, pri katerem midva sploh ne raba biti več v avtu, ampak lahko so odzunaj in gre avto sam se peljati in te pride iskat. Se pravi, to je že tisto, kar si želimo. In zdaj potem so pa končna faza, pa stopnja 5, ki ima pa avte, ki so pa samo avtonomni, jih ne moreš sploh več voziti manualno. Tega si jaz sploh ne želim in zato, ker tam sploh nimaš niti več volana. Se pravi, če to malce poenostaviva, to pomeni, da druga stopnja je vožnja z asistenčnimi sistemi, tretja stopnja avto vozi sam, tako kot tale zdajle. Ne, to je zdaj druga stopnja, ker ti voziš danes. Še vedno jaz vozim. Ok, ostajamo na tretji stopnji, torej vozi sam, četrta stopnja vozi sam naokoli, peta pa niti ne rabim več volana, sem samo zraven. Drugje imaš ti v bistvu avtonomno vožnjo na zahtevo, se pravi, ti vključiš avtonomno vožnjo. Peta stopnja pomeni, da je to že dejansko šatl, da rečemo temu, ne? Se pravi, taksi, ki dejansko vse naredi sam, ne? Če se strinjaš, greva pa zdaj osnove, ne? In zdaj najprej veš, ne, v tvojem avtomobilu, ne, v tvojem luštnem kabriju imaš ti tam en tipko tempomat, ne? Tista tipka, navaden, klasičen tempomat, doseže to, da ti samo nastaviš hitrost 130 in se pelje 130, ne glede na to, karkoli se zgodi. Se pravi, nič pameten tempomat, se pravi, rečemo temu, po domače cegu na gas. Tako pa gremo. Ok, potem dava malo pameti zraven, se pravi, dobimo aktivni tempomat. To je tisti tempomat, ki ima radar, ki meri v bistvu razdaljo do avtomobila od spredi in če bo avto od spredi zabremzal, bo zabremzal tudi tvoj avtomobil. Se pravi, imava tempomat in ima aktivni tempomat. Potem naslednja stopnja je, da dodava recimo še funkcionalnost recimo v zastojih. Ko se bo avtomobil ustavil, bo tvoj avtomobil se znal tudi ustaviti in potem tudi celo speljati naprej. Se pravi, rečeva, aktivni tempomat s funkcijo stop and go, doskrat v kakšnih katalogih vidiš. Zdaj pa je fajn, da pa dava tudi notri neko inteligenco zdaj tukaj. In tukaj smo pa zdaj na današnjem primerku. Ta avtomobil pa že ima v bistvu noter vgrajeno tudi eno pamet, ko recimo se spremeni hitrost na cesti, se pravi, ko bo imela omejitev hitrosti, da ne bo več 130, bo ta avtomobil to prepoznal in bo samodejno prilagodil to hitrost. In potem tudi, ko se bo dvignila spet hitrost, bo tudi avtomatsko kar dvignil. Se pravi, če to zdaj ponovno vse poenostaviva, imava tempomat, potem imava aktivni tempomat, ki je malce boljši, potem stop and go, ki je sploh super, to mi zveni odlično, potem imamo še prilagajanje hitrosti glede na omejitve in tisto, kar mora pa potem še probati, je pa potem inteligentni tempomat, ki se zna prilagajati tudi, kako gre cesta. Mogoče zdaj to prav trenutek, da predava besedo Lukatu, namreč Luka je prav v Sloveniji peljal že avtomobil, pri katerem je sicer imel roke na volanu in je bil Luka odgovoren, ampak je avtomobil samodejno celo prehitel tako počasnelo, kot je ta tovornjak zdaj tukaj pred nama. Peljem se po slovenski avtocesti proti domu. No in asistenčni sistemi v tem Mercedesu me želijo tja spraviti čim bolj varno, po drugi strani pa tudi čim hitreje. In zdaj imam pred sabo Miho, ki se mu očitno ne mudi tako zelo. Namreč ne vozi se 130 km/h, pa čeprav bi se na tem avtocestnem odseku lahko. In kaj bo naredil ta Mercedes? Poglejte. Torej, ko sem se približal počasnejšemu vozilu pred mano, je Mercedes samodejno vklopil levi smerokaz in zamenjal pas vožnje z desnega na levega. No in zdaj je prehitev
počasnejši avto s 130 km/h, zdaj pa bo samodejno pas ponovno zamenjal. Mercedes je torej počasnejši avto pred menoj samodejno prehitel, ko je s skupino asistenčnih sistemov zaznal, da je ta manever varen. Torej, odgovorni pri Mercedesu so držali svojo obljubo, zdaj ta sistem deluje tudi v Sloveniji in to je bil dokaz. Se pravi, rekla sva, da je vse to brez nog. Ja. Kaj pa brez rok? Imamo osnovo sistem, ki je varnostni sistem. Z žargonu rečemo lane assist, to je sistem za preprečevanje, da bi zletel z ceste. Se pravi, imamo v bistvu senzorje, ki tukaj gledajo, kdaj ti zapelješ čez črto. In čim zazna, da si zapeljala čez črto, takrat ti bo volan zavil samodejno. Nazaj spet na vozni pas. Izboljšava tega sistema je pa centriranje, se pravi, sistem za ohranjanje na sredini voznega pasu. Tukaj gori imamo eno kamero, ki ves čas gleda na sredino, ki je cesta in ti v bistvu stalno popravlja volan, da ti voziš v bistvu po sredini ceste. Zdaj tukaj v tem avtomobilu vidiš te dve modri črti, se pravi, to je znak, ki ti kaže, da je avtomobil na sredini voznega pasu. In to čutiš, da ti volan v bistvu stalno malo popravlja, ne? To je sistem, ki ti sploh ne pusti, da bi šla ti dol z ceste, ker te bo že kar ves čas tukaj držal. Tukaj pa že dosegava razlike v avtomobilih in vidiš v bistvu, da eni te zadeve delajo dobro, drugi pa slabo, ja. In potem se zgodi, da potem to ljudje tudi ta sistem izklopijo, ker noče, da mu avto skozi nekaj nagaja, ne? Ampak po mojih izkušnjah, če ta sistem deluje dobro, smo že zelo blizu tudi potem vožnji, tudi brez rok. Zakaj moram imeti pa potem jaz roke na volanu, če znam vse sam? Roke na srce ravno zaradi tega, ker še ne zna dovolj kompetentno vsega sam. Ampak v to smer pa seveda gremo, ne? No, videla si, da čim si zapeljala v naselje, avtomobil samodejno dal na 50 km in zdaj, ko bo konec tega naselja, bo tudi avtomobil samodejno pospešil na 90, ne? No, tukaj se pa še potem tudi vidijo razlike med avtomobili, ne? Se pravi, zdaj eni avtomobili zamenjajo tole hitrost šele takrat, ko ti zamenjaš, kako dejansko vstopiš v naselje, no drugi pa že vnaprej preko svoje navigacije vejo, predvidijo, ja, da se bo v bistvu zgodilo naselje in potem že prej začne v bistvu pojenjati, se pravi, da ko se ti zapeljaš v naselje, že imaš 50 km/h. In zdaj se bo to zgodilo tukaj, ne? Ja, zdaj... Evo, avtomobil... A v bistvu že ve, ja, ker že zavira. Že zavira, že dol, v bistvu. Evo, vidiš, je v bistvu že napisal in zdaj je že v bistvu takole in praktično je zdajle že 50 km/h, ne? Se je pa hkrati prilagodil še avto spredaj, ker so bila na 40. In oba dva kriterija upošteva, ne? Če bi bila sama na cesti, bi šel samo na 50 km/h, ker je pa tisti avtomobil pred tabo zamenil hitrost še na bistveno bolj, se pravi na 40, se je hkrati prilagodil še tudi tistemu avtomobilu, ne? Zdaj pa vidiš, v bistvu se pa prilagaja avtomobil tudi krožišču in videla si, da je avtomobil pred samim križiščem zavrl in zdaj bo dejansko potem tudi naprej in bo spet pospešil. Bo, ko ga dam nazaj, evo. Spet si ga ti prekidla. Spet ne zaupaš avtomobilu. Se pravi, jaz ga lahko ves čas pustim na tempomatu in bo on glede na vse ovire na cesti prilagajal hitrost. Ja, vožnja brez nog. Ok. To so bili zdaj ti manevri, ki jih dejansko take sorte avtomobil, kot je ta Ford Tourneo Custom, dejansko že znajo. Ok, se probam zdaj tega razdržati. Prav, pust desno nogo, to bo zmogel. Ti bom povedal, kdaj ne bo zmogel, prav? Ok. To je to. In zdaj, če nadaljujeva s to inteligenco, zdaj tukaj se približujeva ovinku, ki ga avtomobil ne bo hotel z 90 odpeljati in vidiš, tukaj se ti je že narisala v bistvu ena puščica in avtomobil je že spustil tudi hitrost samodejno na, se pravi, 70, 76. Ne, ti še vedno voziš, se pravi tvoje, ti zavijaš, ne, ampak hitrost je pa avtomobil že samodejno spustil na ustrezno hitrost, ne. Ampak je tudi zavijati začel. Ja, seveda, avtomobil ti ves čas popravlja v bistvu in to. In zdaj tukaj so pa tudi razlike, ne.
Aha, če je prevelik ovinek. Če je prevelik ovinek, te zadeve pač ne more. Ne? Zdaj to tukaj vidiš, v bistvu, da ti je centrirane na cesti dejansko izklopil. Tako se pravi, avtomobil je spustil in zdaj ti v bistvu avtomatsko spet pospešuje na 90 km/h in bo spet naslednji ovink in avtomobil bo dejansko tudi potem spustil. Kaj misliš, da bi se zdaj zgodilo, Katja, če bi bila na tem semaforju rdeča luč? Ja, verjetno bo ustavil. Ja, in ni ustavil. No, tega pa današnji avtomobili tukaj v Evropi še ne znajo, tako da nauk zgodbe ustav se. Če voziš na to še ne bo šlo.